Zdravo in dobrodošli v še eni oddaji More Than Networking. Danes je moj gost Aljoša Kiler. Aljoša, zdravo. Dober dan, živijo Boško. Super sem. Malo gužva, ne? Malo gužva zadnje čase, kakor pri večini nas, ampak bomo, kakor smo zmeraj. Jaz imam tradicijo, Aljoša, da predstavim, da povem, kje sem gosta spoznal. In sicer, jaz sem dobil pobudo, da grem na Dolenjsko predavati in kratek, tako eno urco, nekaj narediti za mlade, srednješolce, pač na enem projektu Pot do uspeha in valjda sem se odzval. In jaz res nisem vprašal, kdo je si bil ti tam, in pol ugotovim, da si eden od organizatorjev, ful zanimiv človek, pa sem rekel, če sva pa borbala se tu zdaj še eno predavanje, pa sem rekel, ti moraš priti k meni povedati, dajmo reči svojo zgodbo, ki je ful zanimiva, pa tudi veliko govorila o projektu Pot do uspeha. Drži? No, me veseli, da sem ti dal tak občutek, zato ker si zelo dobro tam odpredaval in zelo so te naša mladina te zelo požrla tvoje besede in spraševala in kdo je bil to, kaj je to, tako da sem tudi z veseljem prišel sem. Ful ti hvala. Mislim, itak je bil dober feeling, če si v prostoru, bodimo iskreni, koliko je bilo zdaj? 50, 60? Zdaj jih je 60, prišlo nekaj 60, 70. 60, in da te uro pa ali uro 15, 20 poslušajo, pa še pa postavljajo vprašanja, meni se to ne zgodi, ko imam folk, ki bi dejansko res rabil to vedeti, ki je že v fazi, ki rabiti veščine imeti, pa te jemlje z rezervo in ki imaš po prostoru, ko bi rekel, take dobre poslušalce, ti pač valjda ti pol top ti je, no, tako da veseli. Ne, super je bilo, tako da kadarkoli boš kaj rabil z veseljem. Zdaj tudi lažje se aktiviram, ker zdaj vem, zakaj se gre. Ampak preden gremo zdaj si že malo začutil. Kaj je to? Prej, ko si besedam, jaz pa začutil, kaj pomeni teh naših mladih ljudi. Greva krkleno. Tako da to je projekt, imamo srednješolce, letos 5. Letos je bilo 5 teh šol, po 20 do 25 srednješolcev, oziroma 15 do 18 let starih mladostnikov. Nam je ciljno v teh letih, ki ponavadi se malo odaljujejo od doma, se kakšni začnejo zgubljati v idejah, v projektih, ampak nimajo nobenega, ki bi jim pomagal, ki bi jih motiviral, ki bi jih pokazal in naučil stvari, ki se nam majčkeno starejšim ali pa ostalim starejšim zdijo zelo pomembne v življenju, v srednji starosti, pa pri starejših. Torej, vi vse organizirate, torej različne lokacije, 4-5 dni. 5 dni. 5 dni. Lokacije, prevoz, hrana. In je vse zastonj. Vse zastonj, 20 predavanj, zraven so mentori, ki so tudi vsi malo bolj tako nadobudni in čisto vsak človek tukaj je ključen. Zato, kot smo že prej rekli, po vsakem predavanju, med kosili, med malcami se nekako te otroci zmeraj sprašujejo, jih zanima, kje bi to, tako da se to 5 dni se pogovarjamo take stvari. In drugačne, tako da... Ne, pa sem jaz videl, Aljoša, ko sem jaz bil v novem mestu, pa sem šel zven še jest, že ta gest, mislim, kolegica, mentorica sploh ni mogla zaključiti večera, ker je 5 punc je bilo kar cel cajt tam zraven, pa sprašvali, mislim, resno, nekaj ti v očeh vidiš njim, da oni hočejo, da niso tam zato, ker pač nima kaj za početi, ampak veš, po mojih toliko lepo... Na začetku še, me zanimivost je prva šola, ki smo imeli 4 leta nazaj, ki smo prvih 20-25 mogli zbrati, pa mi imamo našo ekipo vrhunskih marketing ljudi, in je bilo to vse, zdaj se vas bomo naučili poslovne vede, psihologijo, javne predstavitve, vse vas bomo naučili, hudi predavatelji, vse bo zastonj. In ko smo jih mi to vabili, pa so bili a to je nek natek, kaj hoče od mene, podatke, starši so klicali, so ful hoteli tako, da so zazihali, je to res. Pa so ene tam rekle punce, ko so šli v avtobus, da jih je bilo strah, da ne bojo kam odpeljali, ampak pol, ko je šla prva poletna šola čez, 4 leta nazaj smo si sam rekli, med naša ekipa, pa smo vsi toliko svojih stvari, smo rekli, čim več mladostnikov mora čez to, in to smo si nekako kot svoj cilj oziroma poslanstvo postavili, letos je šlo 100 mladostnikov čez to. In 100 mladostnikov je slišali nekaj več o podjetništvu, o osebnih financah, o umetni inteligenci, o AR, VR, o psihologiji same ljudi, o psihologiji podjetništva. In vse to so slišali od predavateljev, ki imajo do 30-35 let, ki so vsi v svojih mladih, pri svojih 18-20
25 garal, da so prišli, kamor so prišli, in da jim pokažemo mladim, da je užitek dela, da je užitek biti aktiven v družbah, ali poslovno, ali kakorkoli. Samo nekako, da se ne zapirajo sami vase v serije, neke v igrice, v TikToke, da jim damo to, da jim pokažemo, kako je to fajn biti samozavesten, kako je to neka užitek. Tako da to je naš cilj. Jaz sem te že slišal, zdaj, ko smo bili ta vikend, mislim, da je bil v soboto, ko je bilo to, ko si zelo na glas večkrat poudaril. Če kje rabite, pridite, povejte, vam bomo pomagali. Tako, to je bil tak en ful močen message. Pa vse to se, mi to tako, veš, ko slišiš, si reče, da, ne, ampak dejansko, ko stem, pa ko vidiš, pa da jim daš to neko širino, pa podporo, je, mislim, tako močno. Sej cilj tega projekta Poletna šola pot do uspeha, nisem tista poletna šola, tistih 5 dni, ne. Cilj je, da se v teh 5 dnevih naši mentori, organizatorji, da se tako povežemo z udeleženci, da ko bo čez mesec, 3, pol leta prišla prva težava, ali osebna, ali podjetniška, ali bo en hotel odpreti firmo SP, ali bo hotel spletno trgovino narediti, ali bo se ga zanimal TikTok, da bo dejansko imel toliko prese poguma s tistim svojim 1, 2 mentorjama, da ga bo lahko brez problema napisal, mene pa zanima to pa to, kako bi pa to. Videl sem, da pozna tistega, bi lahko kakšno prakso nam zrihtalo strojništvo, kakorkoli mi sam hočemo jim dati, da smo tukaj zaradi njih in da jim hočemo pomagati in da to prepreko, da razbijamo, da njim dobimo čez pol leta težko koga vprašati, ker mi z veseljem to jim damo, zato to mi delamo. In tukaj tudi je naš ta interni nek užitek, če ne tega mi ne bi delali. Ne, itak, da ne, to bi naredil enkrat, pa bi pa nehal, ne. A pa če bi delal to zato, da ti en drug reče, ti si full faca, se čiš tekam. In meni je bil ful dober moment, ki je, zdaj koliko je bil, 16 let, koliko je bil star, ki sem rekel, a si ti bil tudi, prav ja, in je prav rekel, to je bil, ne nečem prav besede, prav, to je bil highlight mojega poletja. In meni je sam žal, da to ni bilo, kom rekel, resno. Pa sem tam, ko sem za TikTok, ko sem me 3 punce prišle, ena bila z Belorusije, pa v glavnem, ki je rekla, ki je prav rekla ena punca, jaz imam challenge, da mene v mojem razredu ne štekajo, da pač jaz, ker razlagam te stvari, ki kle, pač enostavno, pač valjda si večji frajer, če špricaš, si večji frajer, če ne poslušaš, češ v tej družbi, ne, in prav jaz sem kle najdela prav 2 ful dobri prijateljci, ne, in to je to, vse, kar ti govoriš, ni fora teh 4-5 dnevih, ne fora je, da se bodo neke povezave za prihodnost. Hkrati se pa mečkam, se mi zdi, se mi tudi sproti se učimo, kako to organizirati, kaj je najbolj za njih, ne, ampak smo gledali v teh 5 dneh, a se reka, zakaj pa ne bi vikend, pa 3 dni ali pa popoldne kakšna. V teh 5 dneh, ko se tudi med sabo spoznajo mentori in se mi spoznamo z mlajšimi, oni vidijo, da to dejansko ni doben boljši, da mi dejansko ob 6 se zbudimo, smo na telefonu, kakšni pičijo ob 5 nazaj v Ljubljano, pa prijejo pol nazaj, pa da to ni, da te dejansko morajo ljudje res nekaj od sebe, pa nekaj narediti, da so tam, kjer so, da je tako, kot je. Da ni to zdaj nek govor, pa nek pič, morate biti, delati, morate se vzbujati. Te res vidijo, da mi vmes, da moramo kakšne stvari postoriti, če hočemo biti tam. Imamo vsi svoje službe, pa svoje obveznosti, pa svoje projekte. In začutijo, oni začutijo ljudi, začutijo nas in jim rata všeč hoče biti tak. In to je cilj, in to je res neki. Ne, pa tudi tako, jaz sem še enkrat ful hvaležen, sem lahko bil, tako da sem ti tudi obljubil, da če karko rabiš, če res lahko svojo mrežo aktiviram, da se pol drug let to še dvigne na višjo štanco. Mislim, gled, iskreno, če moš mulca doma, jaz imam 2, ker jaz se lahko sam pomislim, da bi imel, jaz verjamem, da bo to projekt, ki bo še rastel, da te lahko moje 2 enkrat udeleženca, ene take poletne šole, to je tako, mislim, kaj še več. Sej taki ljudje kot ti, mi smo v vsakem svojem poslu, jaz sem v gradbeništvu, ogromno mojih prijateljev, partnerjev, sodelavcev in od naših organizatorjev, partnerjev je spodbudil, dali finance, pomagali pri tem, ker vsak si je rekel, ker nas posluša, si reče, pa ker se poznamo, ker vejo, da ni to kar neki, z veseljem reči, kje tazga, da bi kdo mojega naučil, da bi kdo, to nam manjka, zakaj je moj prestar, zakaj je moj premlad,
In dejansko vsi sami vemo, kakšna je problematika. Lahko jo ponovimo, ampak vemo, kakšna je problematika med mladimi, ki postaja večja in večja. In to se tudi vsak star zaveda. In vsakmu, ki to pojasnimo, ali pa tudi, če jaz ne prosim za pomoč, pride do mene in reče, da rabite kaj pomoč, rabite to, rabite pice, rabite majice. Je pa še ena stvar, kar gre, da ena stvar je dati pobudo, nekaj skrirati, nekaj narediti, zato da folk vidi, kar je tudi močen magnet, da bi lahko nekdo prišel zraven preko, zdaj bom pa jaz pa to dal. Ampak je še kle ful pomembno, da je to projekt, za katerim stoji nekdo, ki mu lahko oni zaupajo. To pa je druga stvar. To ni zdaj fora sam nakazati in trra neki, pa da sebe potolažeš, ampak dejansko daš, da nekdo, ali zdaj to 2 majčke kemik, ali to 20 € ali pa 5 pic, zato ker tebe gleda, še tvojo ekipo gleda in reče, ok, zdaj to je pa tako. To je pa spet ena stvar, ki smo jo pridobili z našim osebnim mreženjem, pa z našim osebnim, kakršni smo. Ja, pa si, ki si ti, ki smo že tako, ta projekt je itak vrhunski in ki ti gledaš te mlade, tako kapo dol, tako res drive, to zihar še kakšne rekla. Ampak, ko so se midva spoznale, pa se midva pogovarjala, vsi smo imeli neke svoje challenge iz vidika, jaz sem pa 14 posodo pomival, meni je bila dobra tvoja zgodba. Ti si začel zelo hitro rolati. Prva zgodba okoli telefonov, kako je bila? Ja, to je ena prvih. Jaz sem, ne vem, hotel sem se postaviti na svoje noge nekako. Jaz sem tudi iz družine, moj oče bil gradbenik, ampak jaz sem hotel iti na svoje noge. Jaz sem pač prodajal eBay, Bauha, pol Alibaba, Amazon, SRR. In 10. stvar, ki sem začel prodajati, so bili zaščitna stekla, ovitki za telefone. In to je bil koliko star? Menih 16-17 let je to bilo. Pa lampinjoni, ki si jih žgal, pa so šli gor. Pa kar se je meni zdel, da lahko pocen kupam, pa drago prodam, pa nekaj meni ostane. In pol ta zaščitna stekla so bila prva taka stvar, ki je pa to res, ker sem pa se že mislil, da sem nek poslovnež in zdaj bom jaz neko zalogo si naredil za 3 mesece in pol je to šlo. Kako si rekel, koliko škatel si naročil tega? To je prišlo domov v našo stanovanje v Domžalah in 10 takih ogromnih škatel in moja mati je gledala meni bo doma, kaj to prihaja, tam so zlagali, klicala moje prijatelje, kaj s tem je, kaj mislite, da bo lahko Aljoša vse to prodal? In koliko je Aljoša to hitro prodal? Aljoša je to enih 3 tednih prodal, takoj naprej smo razmišljali, kaj bomo. Pol je pa to zgodba, en prijatelj je servisiral telefone, sva se nekako povezala, pol je on odprl firmo V-Service, sva se spet povezala, pa smo jaz pol mobilne dodatke, on je imel servis in pol je to šlo v spletno trgovino in tako naprej. Ampak to smo bili še stari glih 17 ali pa komi 18 tam. Nora. Ampak to je ta stvar, ki sem jaz takrat nekako pridobil. Ta užitek, ki sem ga takrat dobil, ko sem imel nekako svoje finance, svoj denar, na svoje sem šel, delali smo gimnazijo, popoldne, večere, po noč, vse smo delali, ampak smo se imeli fajn, izredno sem se imel lepo to, gimnazijski čase. Vse smo šole naredili, nekje je bilo malo več se zmatrati, nekje je malo manj, ampak ta občutek, ki sem ga jaz takrat dobil, to je eno, kar hočemo predati naprej. Hkrati sem tudi v gradbeništvu delal še, ker oče imel firmo in skozi sem imel vizijo presepnika v gradbeništvu in sem vikende počitnice tudi v gradbeništvu delal, pa nisem rabil denarja. Vedel sem pa, da rabim izkušnje, pa da rabim neke stvari usvojiti, če jaz hočem neko spoštovanje od ljudi iz gradbeništva. Tlelih ta trik. Njih pa briga, če ti zaradi mene prodaš, kar hočeš, imaš gor dol. Sem jaz nekako sem imel vse, pa nisem niti o tem veliko razmišljal. Sam meni je pasal takrat stvari delati, organizirati, pa sem pometel, pa parket polagal, pa keramiko, pa epoksi, pa ni da ni. Ampak ne zaradi denarja. Ampak imel sem še neko vizijo gradbeno oseb in sem vedel, da moram po nekih korakih hiti, če hočem spoštovanje dobiti od ljudi v gradbeništvu, ki pa je tako svoja neka Celih to se vam gradbeništvo se mi zdi tako taka primitivna stroka. Vsi smo najbolj pametni, vsi vse vejo. Zdaj si star, koliko si to? 19-20, ki bolj zares. Zdaj mi sam pliz razloži, si 19-20 let star in ti prideš kot, ali to zdaj vodja nečesa, lastnik nečesa in zdaj boš ti, koš ti tam zaguno mizo, ki je projekt, kad sedi 10
Se veš, prvo ti tako vsak, ki si 19, prvo vsak si ali presep izgovor, ali pri tebi reči, ja, sej tata to, zato to, ne. Ampak ti veš sebe, poveš, kaj si naredil, kaj si delal. Zdaj pa eno, da vejo, da si ti tam pa tam bil, to pa to naredil, da imaš neke izkušnje, da znaš neke stvari povedati, ki jih znaš povedati samozavestno, samo če si nekaj naredil. Že? In pol, če to mesec, 2, 3, pol leta, leto nekje, eno pa, če lahko ti njihove težave vzameš. Pa to se počasi začne skupaj sklapljati in se Slovenija je mehna, Ljubljana je mehna in začneš pridobivati pri zaupanju. In pol začneš pri 20, 21 tudi prodajati kakšne stvari v gradbeništvu, kakšne sisteme, kakšne tehnologije, ki si nikoli ne bi predstavljal, da bi kakšen en mulo pri 21 prišel zdaj prodati eno sanacijo, ene fabrike, čist neki XY. Da mi sam klestveno rečem. Moraš imeti pa nekako biti podkrepljena. Jaz sem recimo sestavljal kakšne tehnološke laborate, ki jih drugi niso, pa nekako sem mogel pokazati, da mi je tisti sogovornik ali investitor ali predstavnik investitorja nekako zaupal. Zdaj, ali to na luške nasmeha gor dol, ali pa pač na tehnološki laborat, tako smo delali, to bi bilo boljš, tukaj ti lahko prišparamo. In tukaj sem pa prišel do ene, ki sem imel bojazen, ta bojazen, premlad sem do mene, bo resno me vzelo. Okay. No, nisem imel nikoli bojazni, ampak taka je bojazen. Jaz se nisem imel. Velika večina teh ljudi, starejših gradbenikov, nadzornikov, investitorjev, sem videl, se je rekel, mlad je, pa nekaj energija, pa nekaj to, dajmo probati. Mene pa nekaj pa mislim, da je za tem, poleg vsega tega. Tako da ta bojazen, da te bojo starejši, zato ker si pač mlad rezal, itak je. Ampak na takih pozicijah imaš tudi ogromno ljudi, ki spoštujejo mlade, delovne, ambiciozne ljudi, ker tudi oni sami vejo, kaj to vse vzame za kup. Tako da zdaj sem se na hitro malo razgovoril. Ne, pa se pogovarjava, kar je idem top, ampak ti si moral, mislim, ne bi bilo dosti sam biti. Torej, če bi ti sam prišel v ta prostor, pa sam rekel in imel izgovor, jaz sem mlad, ne, ampak si pač dostavil. Oni so te videli neko dodano vrednost, nekaj si znal, nekaj si skreiral, na te so se lahko zanesli, predvidevam, zato si danes še vedno v tem fohu, vse, ki so se pogovarjali, ogromno projektov, se veliko dogaja, ampak dajmo tako, če gledamo zdaj vidik, dajmo reči, mreženja, povezovanja grejen odnosa, kakšen folk tebi tako, dajmo reči, paše, posledično, kakšen folk ti ne paše, s kom bi delal, s kom ne bi delal, a pa se družil, kakorkoli. Paše. Pašejo mi predvsem ljudje iskreni, ki začutim pri njih, da so iskreni, da so dobri, da dobro delajo svojo službo, ampak da nisem to na njih, ne vem, kako naj to opišem, ampak da hitro pri človeku začutim nek brez veze, nek bullshit varianta, da sem pač hoče biti, ki je nekaj slišal, pa se nekaj hoče kazati, to nekako hitro začutim. In taki ljudje, ki začutim pri njih, da so dobri po srcu, pa iskreni, pa se lahko malo tako sliši, ampak to začutim, taki mi pašejo. Hkrati mi pašejo ljudje, ki hočejo nekaj več, ki hočejo nekaj dosežiti, ki hočejo, ne vem, najm prijatelj Luka Pregel, ki gre čez vse možne, se veš, kakšne stvari, pa ne bo odnehal, pa je pripravljen riskirati vse, kar ima. Taki mi seveda pašejo, ker tukaj smo, ne. Česa se pa rečemo, kaj ne maraš oziroma s kakšnim folkom ne bi pil kavo? S takimi, ki takoj vidiš, da neki hoče od tebe samo, da, mislim, itak vsi hočemo nekaj, da bomo to itak, ampak eni bojo to deliverali, drugega, ki pa vidim, da so sam besede, ok, tako bom rekel, itak vsak hoče nekaj imeti, normalno, ampak unka poveš, da so sam besede, pa da se z tega nič več ne bo zgodil, je mojih pol ure na kavi izgubljeni, ker smo sam pač se bluzili, mi smo jači, jaz sem delal uno, jaz imam ta avto, jaz imam to mi je pol ure izgubljenih. Če pa pač nekdo nekaj delivera, naredi, to pa z veseljem, da se nekaj ustvarja, nekaj dela, nekaj napreduje, nekaj razmišlja, da niso samo besede, tako nekako bi se izrazil, če bi se to še malo mogel. Pa ne, pa se je to človeško, veš, mislim, ena stvar je, ti moš vedno, vse po moje, ne, pa če... Imaš družbe, ki se usedajo, pa se zdaj se imamo mi 2 uri pil, se imamo imeli fajn, pa ko je jači. Super, fajn. Če ti sede, ja.
imaš pa pač osebe, ki smo 2 uri se pogovarjamo, pa isto ga pijemo, pa isto ga serjamo, ampak se zraven še, jaz vem, da on, ki mi govori zato, ker se hoče, ne vem, mene navdušiti nad njem, zato, ker mi bo on imel kaj za pomagati, a pa za narediti. A me razumeš, razumem. Ja, je valjda. Pa govoriš pa po nedelju kličeš, a veš, kaj si rekel, da lahko ti to pa to narediš, to pa. Ja, tega je. Po moje obdobje, ko smo imeli te neke frende, ki so bili samo zato, da so frendi, pa zato, da si imel nekoga zraven, to je pa se. Mislim, jaz zmeram rečem, ti lahko meni govoriš, ali pa jaz nakladaš vse gor dol. In če ti to dostaviš, meni si reče, da super, ima zgodbe, fajn, ampak če ti to dejansko narediš, pa je, ali pa vsak je tega super. Če pa pol čez 2 dni tega ni nič več, pa se spet čez en teden spet nakladamo, tega pa ne rabim. Ja, tega boš tudi jaz recimo mojim fantom govorim. Vse, ki ti nekako prodajaš svoje izdelke, pa to tudi na nek način, prodajaš sebe, prodajaš svojo storitev, svojo firmo, svoje fante, svoje gordalo. Jaz zmeraj mojim fantom rečem, tukaj je popis, to pa to naredil. Jaz sem prej pripravljen na projekt narediti minus ali pa 0, kakor da ne naredimo to, kar sem obljubil, pa to, kar sem zavezal, pa to, kar sem zavezan za pogodbo, pa karkoli. Tako da to pomeni v praksi, raj smo še 1 dan, 2 dni, 1 teden, 2 tedna več, pa naredimo tako, kar mora biti, ker bo to posledično, referenčno pomagalo, pa dajmo narediti, kar mora biti. Catch pri temu pa je, da sem redko kdaj projekt šel čez 0 ali pa z minusom. Ja. A veš, daj naredi to, kar rečeš, naredi saj približno tako. Ne? Kako ti gledaš na to, da zadnjič smo se pogovarjali na to oseben brand? Da si ti dejansko brand in da dejansko tvoja beseda nekaj pomeni. Meni se zdi, da je lahko to človeku ponos, da je oseben brand, definitivno. In z tega naj bi ljudje temu ciljali, da so brand. Zdaj pa, če pa on to reče, pa tako je, pa tomu verjamem. In če bo dal on besedo za njega, on mora biti v redu. Se pravi, dam veliko na oseben brand, ampak ne pa na tiste, ki delajo vse, da so oseben brand. Ker tisti niso realen osebni brand, a me razumeš, kaj hočem povedati? Ja. Se pravi, imaš ljudi, ki delajo svoje življenje, brandirajo svoj oseben brand. Ampak A so avtentični, a dostavijo, se lahko na njih zaneseš. Sam vse to je posod. Mislim, da je v dejansko in v private lifeu in v poslu je tako, ko se pogovarjam s folkom, je ta moč zaupanja, a ti jaz lahko zaupam, ti ne moram zaupati. Ti imaš ekipo, in da če ti ne zaupaš, da bojo oni šli na objekt, da bojo naredili to, kar se vi zmenite, pol ti ne moreš 2 projekta voditi, ker se ti bo zmešalo od mikromenedžiranja, pa že tako imaš moj challenge. Ja. Že tako je challenge. Zdaj pa, če še tega ni, je pa... To se mi zdi, zdaj smo v gradbeništvu ali v kakšnih drugih, to je posod. Zdaj, ali en tebi zaupa, da boš ti ta marketing naredil ali ne, ali en zaupa, da boš ti naredil tisto renovacijo hotela ali ne. Je veliko, oseben brand je ogromno vreden, se veš, sploh pri nas, ki smo v Sloveniji in smo sami se pomembni, pa čisto benemo drugemu, je oseben brand, se mi zdi pomemben. Koliko imaš folka ti za ekipi? Samo, jaz nikoli nisem razmišljal o osebnem brandu. Aha, ok. A veš, me zmušaš, to so zdaj zadnje. Jaz nikoli nisem razmišljal o osebnem brandu. Zdaj sem pa jaz, da sem tak postal. In to je tak sam. Dobar, ok, daj mi povej, kjer so tvoje vrednote. Top 2, 3. Iskrenost, pravičnost, dobrovoljnost. Jaz hočem, da se imamo dobro. Ampak klik to je fora, veš, ti dejansko tudi take ljudi privabljaš v svoj life, s takimi ljudmi hočeš delati in če nekdo do tebe ne bo iskren, je pri tebi rdeč alarm. Definitivno. Rečemo, pri meni je spoštovanje. Jaz ko doživim nespoštovanje, če se mi nekdo tako, zame so tako, nespoštovanje že doma, če je napačen ton govora, je zame to rdeč alarm. Zato, ker je bilo, pa izhajam iz tega, ker je bilo v otroštvu, v mladosti bilo zelo veliko nespoštovanja. In zame je bilo to tako. Jaz sem se celo na glas rekel, jaz hočem delati nekaj, kjer bom spoštovan. Pazi, jaz nisem v vizije, jaz hočem delati kjerkoli nekaj, kjer bom jaz spoštovan. Mislim, pazi. Pa ne bi mogel gradbeništvo delati, kaj se vsi deremo. Pa se tudi spoštujemo. Ampak ne se vsi deremo. Pazi, lahko se ti dereš. Jaz nisem tak tip, niti
No, mislim, jaz nisem tak tip, da bi hotel z dretem doseči, da bi kdo nekaj prav naredil, a ne raj drugače, ampak gledaj, kaj je to enih stvari, pa gledaš, na glebišču bi se vsi darili, vsi vodijo, vsi bi najražji bili najjači frajer. Ja, dobro, zato ker vi ste fuli po moje gradbeništvo je to, po moje, to je, jaz sem sosed, ki je maler, ne, to je ful povezan. Ti ne moš iti, ne vem, dan primer, če go ni štroma do konca potegnil, pa ni frajhu, ne vem karkoli, ti ne moš iti malat, enostavno mora biti, veš, in dejansko ti imaš roke do ene točke, moš nekaj narediti, in če go ni zaveš, to so, pa se načeloma je tudi tako, veš, v vseh poslih smo mi soodvisni eno drugega, ne, in če se mi dejansko, veš, jaz vedno rečem tako, če ti svoj del ne narediš, in na ta način delaš škodo, da mora reči sodelavcu, ne, pa hitro nazaj prišlo. Ne morem jaz pričakovati, Aljoša, da zdaj dam primer. Jaz pričakujem, da se ti odzoveš na moje pobudo in da ti spoštuješ to, kar se vam midva zmenila, ne? Jaz pa absolutno ne. Torej, koš pa ti mene nekaj rabu, da jaz ti predstavljaš, da jaz, ne vem, sem rekel, da pridem na Dolenjsko, pa ne pridem. Kako boš ti naslednjič pomislil? Ne bom te več, bo 5%. Pa ne boš, zakaj pa bi, stari? Selih, to je fora, veš. In jaz mislim, da mi moramo najprej mi dostaviti, razumeš, potem pa lahko pričakuješ, absolutno. In še to je fora, veš, te fore, ka folk, ne vem, rečemo, ne vem, tebi po vsej verjetnosti, če se vrneva za sekundo pod uspeha, ne, te dijaki ti v te točke zdaj ne morejo vrniti. Vrnijo ti lahko z besedo hvala, hvaležnost, desno, ampak investicijo, ki ti daješ, vse to delaš zato, da se ti po vsej verjetnosti bolj počutiš, ne, pa delate za, ne vem, za dobro, ampak zato se ti pa nek druge vrača. Mislim, jaz ne rečem, da jaz se zavedam, da mislim, ker se zdaj ker mi lahko pomagam, pa oni ne morejo, pa bomo v neki točki, mogoče, ker bom jaz rabil pomoč, pa bo kdo, to verjetno bo, ampak ta projekt ni to bo posledica, rezultat tega, mogoče čez 10 let, 15, 20, enkrat. Ni pa zaradi tega ta projekt narejen. Ampak to pa bo, ne? Sigurno. Kakšna vizija je projekta? Vizija je projekta, da mlade opolnomočimo in da jim pomagamo, se pravi, te klasične zgodbe, se pravi, mladi ljudje, ki se pri 16-17 se pravi, se ukvarjajo šolo, ne delajo in pa se skozi vase zapirajo, ne delajo, ne pomagajo, sosedom ne delajo nikjer in pa so do 26 v tem šolskem sistemu in pa prije ven iz šole in ne zna nič. Ne vsi, ampak kar velika večina pa je tako. In ne more, in ni sam kriv, doma je v balončku, nič ne rab, velikih ne rab delati, ne vsi, ampak velikih ne rab delati. Ja, logično. In izgubijo ta čudovita leta, ki bi lahko veliko stvari ustvaril. In pa prideš pa 26, 28, ti ka že loviš ti zadnji vlaka. Tako da vizija je, da mlade pri mladih letih opolnomočimo in jim damo moč in samozavest in motivacijo, da začnejo stvari delati, razmišljati. To je nekako, mi smo pa tukaj, da jim damo roko in da jim pomagamo, ker mi pa še nekaj poznamo, nekaj vemo, in jim lahko pomagamo in lahko motiviramo, lahko jim pomagamo narediti spletno stran, lahko jim prakso in tako naprej in tako naprej in tako naprej. Ok, koliko jih imaš plan drug let imeti v udeležencu šole? Nekje razmišljamo, nekje 200, 250. Tudi kako se to širiti, zdaj smo dosti naravno to širili. Začel se je projekt z našim Rotary klubom in ostali prijateljski Rotary klubi so letos pomagali pri organizaciji. Zelo ključno je, da imaš sposobne in normalne in dobrosrčne mentorje, da vse to zapakiraš. In letos smo to razširili, ker sem jaz na eni konferenci rekel, letos jih bo pa 5. In pa so se vsi, cela ekipa se tako le zaglavali. Kaj je s tem killerjem, kako 5? 2 smo komi naredili, kako 5? Kje nimamo denarja, predvatlo, komu 5? Sem rekel, 5 bomo in naredili, ja, ok. In smo jih. Pa že ko smo zmenjeni za 4, so rekli, dobro, sej le 4 bo, ok. Pa je pa še pregled skočil s Quantiflyjem, pa še oni so eno organizirali. Tako da zdaj smo še v tisti fazi za naslednje leto, ki malo planiramo, kako bi to sploh zapeljali kot nov zavod, društvo v tujino, pogovarjamo se z Beogradom, Reko, možnosti so Makedonija, kako bi to razširili, kako bi to naredili. Ampak vsem razširili pod pogojem, da bo tako kvalitetno kot zdaj. Letos je pa čisto vsaka šola je uspela biti zelo kvalitetna. Po vseh, se pravi,
so svoje dobili, so bili zelo zadovoljni, so bili mentori zadovoljni, so nas kontaktirali potem, so nas starši klicali, zahvaljevali, mail, ja, starši. Mislim, recimo ena smešna zgodba za drugo poletno šolo. Na prvi poletni šoli sta bili dve punci, ki sta prvo poletno šolo dokončale in je klical oče nekaj kasneje, pa so dale hčerke tudi pobudo, pa prav, to jaz ne vem, kva ste vi z mojim hčerkam naredili, ampak najlepša hvala, ne bom tudi nekaj zdaj, ampak res je, pokažem hvaležen, koliko pa vas košta ena ta šola. Sem rekel, takrat je bilo še tam od 3 do 5 ur, odvisno koliko zberemo, prav 3, je rekel, no lej, jaz ne vem kaj ne, ampak jaz za eno pa jaz doniram. Wow. In je nakazal kompleten znesek za eno, za naslednje, prav je rekel, sam je rekel, če 100 more čim več mladine, jaz plačam eno šolo in je plačal naslednjo šolo, eno od naslednjih, recimo. In to je ena taka stvar, ki se rečeš, očitno smo pa res nekaj naredili. In leta so bili tudi, ne vem, prijavil se je en sin od mojega prijatelja tudi in mi pol tudi on povedal, rekel, da to, kar so rekli sinu, da najlepši teden v teh počitnicah in da bi še naslednje let še, pa da kako bi lahko, pa da bi oni tudi plačali, pa to, ampak smo rekli, to je stvar, ki bo stajala zavedno brezplačena in tudi vse te lokacije, ki so, je tako, da dobene more se pokazati doma, kjer denarja več, do nima, nikjer nimajo zapravljati in se nekako se tudi ne dobiš občutka doma, ker nimajo nikjer evra za zapraviti. In tam so v trenerkah, po kopalkah, po Soči gor dol in tako je. To je tudi ena stvar. Ta je dobra, drugače ja. Eni prihajajo, je stvar, ki nimamo finančnega filtra, mi ne vemo, ne? Mi imamo par vprašalnikov, ki malo lahko psihologijo vidimo, ne? Zdaj pa eni prihajajo iz društev, zavodov, ZPM, Moste Poljeh pošle, različni so prijavljeni, ampak mi ne vemo, kakšna je finančna njihova stvar. Tako da tam se tudi malo zmešajo, tudi eni vidijo, kaj plus pa minus drugega. Ta je dobra. Mogoče bi bilo samo tako intermeso, čisto vkolikor bi, ja, da so neke, da se pojača sam malo na donacijah, ne? A veš, da pač ne rabaš nič plačati, ampak če želiš, lahko doniraš. To damo pol, zdaj smo nas prvič dali. Super, ampak tako na mehko, ne? Kaj se nočemo. Na mehko, če vam je bilo všeč, če imate doma možnost, če ste, če hočete, da gre čez to čim več otrok, če lahko donirate, super, če ne, ni problema, ne? Zato, ker je tudi velikrat prišlo, polka to enkrat začne se dogajati, so itak vsi pametni levo pa desno, ne? Koliko zmeram. To je itak, in je prišel, zakaj pa, prva je bila ena stvar, ki je prišla, zakaj pa to ne zaračunavate, zakaj pa to. Druga stvar je prišla, zakaj pa ni to samo za socialno ogroženje, ne? In po malo to razmišljam, debatiram, kako bi to malo govoril in sem prišel hitro do zaključka. Mi, ki smo bili tam, vemo, kakšen je zaključek. Se pravi, to je naši otroci, naša mladina, ni samo socialno ogrožena, ni samo finančno ogrožena. Pri mladini, pri takih je ogromno težav, ki jih prinesejo, psiholoških. In tukaj smo imeli že težave, ki so jih tekom dneva se izpovedali, ki smo mogli pozvati, poklicati, prijaviti ljudem, ki so pristojni za to, ki je šlo čez naše stvari. Tako da pride veliko ljudi, ki so doma finančno normalno sposobni, pa to, ampak imajo druge težave. V družini, v nasilju, v takih stvarih, ki jih mogoče dragi ne bi dal ven. In te težave tudi hočemo. Tudi mislimo, da lahko kar veliko naredimo. In tudi predvsem to, no, da veš, da se pri 18, pa naprej 20 vasi zapiraš in se bojiš sveta in ti imaš toliko časa, toliko enih težav, od depresije do vsega lahko pride iz tega, kar vemo, a ne, pa je delati vsak dan 14-16 ur, boš veliko imel časa biti žalosten, kakor ne. Ne, pa vsi smo, tudi jaz sem pogovarjal se z enim od tvojih mentorjev, ne, ki pač da ga ne imenujem zdaj, ampak je pač prihaja iz dobro situirane družine, ne. In jaz sem vedno jaz sem pač rekel, on je po vsej verjetnosti imel večji challenge v lifeu, kot jaz. Pri nas je bilo doma tako, če ne delaš, si loser, karkoli bi delo, je vsako delo je pač plemenito in je dobro. Torej, če bi jaz delal v tovarni, bilo ok, bi vozil kamion ok, bi delal v vrtanici ok, mislim, itak zdaj ne štekajo, kva delam, ampak se ni važen, tudi to je ok, ampak jaz delam. To je to. Ne? Pa je to v Avstriji. Se ni važen, jaz delam. Rečemo, on, ki so starši uspešni,
pa je pač uspešno podjetje, on ima že kar pričakovanje, on ima večji pressure, kot sem ga imel. Boleče bo, če on bo failil, iz kateregakoli vidika. On je imel mogoče po eni strani, po drugi strani pa vidim tudi, jaz sem se vse to boril, moj sin pa moj čerka pa tega ne bi rabila. Pa da pa me huček, pa na koncu lahko še hujš. Ne, pa to je sploh še huj. Ne, da ni pressure, ampak da je... Jaz sem se zboril najbolj. To je najslabše. Če šti, les imam 2, lahko da ne zdaj preš pametno. No? Ampak če preveč daš, če preveč skrbiš, če jih dejansko, s tem upravim, preveč neke, ni ljubezni v duhu, ampak preveč crkljanja, preveč potuhe, delaš invalide z njih. Tako da jaz imam 2, jaz lahko rečem za 11 pa za 8, zdaj ka sta. Kva bo drug let, nimam pojma in nimam jaz kugle, ki bom rekel, zdaj pa... Se lahko sem ti spameten, ki jih nimam. Ne, pa se to je tako. Dejstvo sam je pač enostavno, če boš preveč jih razvajal, a veš, ne vem, zdaj, pri nas ta malo skuha. Pa zame je to čisto normalno. Mislim, kaj zdaj, bom, ne vem, vsakič, ne vem, krono dal na glavo, super izkuho si pospravil, vse imamo cel cajt neke borbe, kaj vsi doma, on bi valjda bil, vse je normalno, da je 11 let star, on bil na telefonu, on bi igrice igral, logično, razumeš, kjer 11-nik pride pa reče, jaz bi prvi posesal, ne pričakujem tega, razumeš, ampak pač, dajmo reči tako, moja naloga je, da pač mu skušam, jaz sem rad sesal. Ti si rad sesal? Zdaj ga drilo, da je sesanje zelo pomembno, ker pa prejš tega, daš biznis delo zelo hiter. Ne, hecam. Tako pač enostavno, fora pa je pač enostavno, če ga špacilca v ta nek balonček zavil, a veš, in kle se začne že pri... No, in kaj jih začne zavijati balonček, se oni izobražujejo po tem Instagramih, pa TikTokih, pa teh serijah, pa filmih, kad on danes. In pa prije pa 18 Lamborghini, nagi riti, babe, šampanci, pa grem, to je sreča. In kako lahko prijem do tega, bom neki na hiter, bom neki bitcoine, bom neki to, jaz bi rad se hitro zaslužil. Jaz ne bi delal za 6 evrov na uro, jaz ne bi delal za 7 evrov na uro, jaz ne bi delal v kafiču, jaz ne bi epoksija polagal, jaz bi bil biznismen. Jaz bi delal posel. Ampak, super, vsaka čast, ampak moraš pa še kar nekaj, to da boš delal posel, neke stvari dojeti, doživeti, zafrkant prijem boš to. Ampak to se mi zdi, jaz jih dobim na prakse, pa mlade, ki hoče, mislim, ki tudi manjka danes delavcev. Mlade, pa da vidim svako jake, pa jih dobim veliko takih, to naučimo se delati, mesec, 2, 3, pa jaz delal posel stavo, ki bo jaz delal posel. Super, itak, ampak sam da se zavedaš, posel je zelo lepa beseda, tako v kafiču, ampak se zavedaš, kaj vse to, se moraš zavedati, kaj vse to zraven prenese. Ne vem, če je primerno, ampak rečemo, zdaj smo imeli ta malo, mislim, ti se čel zelo hitro delati, jaz sem zelo hitro čel delati in veliko folka, kaj jaz poznam, so šli hitro v neko akcijo, da je pač nekaj skreral. Jaz nisem imel te širine kot ti, jaz sem šel pač guno posodo pomivati, pa pol kelnar, pa to, vse ni važen. Pa se itak je brez, pač poanta je sam, da pač ne vem. Ampak rečemo primer, pa nas je bilo zdaj, da je bil Tamal na Ptuju državno prvenstvo in je reče, ti jaz tečem štafeto. 4x200 metrov. In on gleda rezultat, oni so bili prvi po rezultatih. Kaj ti veš tam razpored po rezultatih. In jaz sem že vedel, da se on sebe že videl na odru. Ne? In on je, dajmo reči, poprečen atlet, načne on izstopa, se pravi, to je še daleč tega. Zdaj, če ga slišiš malo, če boš prvaka zlata medalja imel, to dej. Jaz govorim pa je danes. Pustimo, kje bo jutri. To je pa kva je bila fora? In jaz sem v soboto bil pri tebi, in kaj veš, da sem ti rekel, da jaz bi pa šel v Ptuj, ampak nisem šel zato, ker sem videl v chatu, ki je on poslal in rekel, zakaj nas je 5 na seznamu. In njemu reče trenerka, vidi, ti si rezerva. Boleča. Jaz mu nisem rekel. To je njegova borba. To je čisto njegova borba. Jaz nisem, pazi, in verjamem, da bi 3-4 staršev skočili v ta chat, pa nekaj skomentirali. Jaz nimam kekla, jaz mu nisem rekel. Se gleda vid, trenerka ve, zakaj je to dobro. Tvoje, da to spoštuješ, tvoje, da pa na terenu pokažeš, da si vreden, da si med te top 4. To je to, konc debate, a veš, in mi ful velikat, zdaj so to, so delavci, mulci, del desno, jih preveč, a veš, to je on moral sam zborba, pa verjamem, da je bilo težko, komu je bilo po moje težko, kaj svi nam je bilo težko.
Ampak jaz to ne morem zaradi njega, namestnega zborbati. Pa to so zdaj neumnosti, male malenkosti, v njegovem svetu po vsej verjetnosti zelo velika zadevca. Veš, ampak se pravim, jaz upam, da bo on, ko prišel te pomagati, delati, da bo decent guy, da bo ok, čas bo to pokazal, ne? Če mu ga pa jaz invalida del od njega, pa sigurno, bo pri tebi glihenih 3 ur se pa. Starši se mi zdi s tem, kaj že visijo po klubih, po osnovnih šolah, po srednjih šolah, kva ima starš delati, on je star 16-17 let, kva naj zdela starš na govorilni uri v srednji šoli, kaj naj, če se ga zdaj ni preštimo, da se sam pogovarja, pa sam svoje napake zaveda, pa šute poprav, če jih ima, polga in kol ne veš. Ti, až koliko staršev pride da zaključiva pogovor, až koliko staršev pride vpraša, če lahko moj malo ima prakso, až koliko staršev pride na razgovor za službo z mulcem. Koliko staršev pokliče, reče ti, a je on sprejeten, ni. Čim si mi pogovarjam, 18, 19, 20 let. Po drugi strani, te, ki so pri tebi, pod uspeha, ni šans, da bo starši klicali. On bo jih proaktivno, pa bo sami. Vidim, kaj jih vozijo, veš, pa, če kažem, jih zelo malo, tako pa vidijo, pa noče ga niti morita, veš, tako zdaj, dej, pej domov. Ampak se vidi, ja. Še ga pokliče, se kažem tudi vodiče. Ne, pa se ni panike, se mi starši, gled, to je, kako se še videl, švaldoš imel tudi mulce, to je pač neka plemenita stvar, valjda si skrben si, valjda ti ni vse, moč pa pač zaupati otroku, tako da, kaj naj rečem, a imaš kakšno zaključno misel za naše tam, vezano na grejanje odnosa, povezovanje, mreženje, kaj bi jim kaj svetoval? Bodite dobri, mrežite se, povezujte se, zato, ker vam bo to pomagalo v življenju, ampak mrežite se ne zato, da vam bo pomagalo, ampak zato, ker vam bo pomagalo. Naredite kaj dobrega za človeka, brez da kaj pričakuješ nazaj. Wow. In delite stvari, ki se boste počutili dobro. Če pa ne veste, kere so stvari, ob katerih se počutite dobro, pa naredite čim več stvari, pa boš najdel tisto, kar vam paše. Mislim, jaz lepš ne mogo zaključiti, tako da, Aljoša, tebi res hvala, ki si prišel. Jaz močno upam, da bom imel čim več takih gostov, ki s to življenjsko neko energijo in izkušnjam pride kako rekel, delito z nam. Res ful hvala. Če vam je bilo to všeč, cool, šerite, lajkite, komentirajte, dajte malo pogooglati pod uspeha Aljoša Kiler, pa če bo tako pomagal, mislim, da se Aljoša ne bo otepal podpore. Če vam pa te kakšnega mulca, ki bi ga radi poslali na poletno šolo, pa tudi najdete poletna šola pod uspeha, internetna stran, prijavite se, vse naprej bojo mladina. Drug let pa je 10 šol, sam še ni na glas povedal. Tako da uživite, hvala.